Za cel mesec nam ostankov od decembra ne bo ostalo, slej ko prej bo treba iti v trgovino in da bo nakup takrat čim bolj optimalen in hkrati, da boste imeli odgovorjeno tisto najbolj pomembno vprašanje, kaj bomo pa danes jedli, pa jutri, pa pojutrišnjem, za cel teden smo za vas tudi v tem mesecu opravili to nalogo in za vas pripravili nakupovalni seznam in tedenski jedilnik. No, v resnici je to naredila nutricionistka Jelena Dimitrijevič, lepo pozdravljena, dobrodošla. Torej, ne samo, da si optimizirala stroškovno, ker januarja mislim, da nihče nima nekih bajnih viškov, torej finančno in pa dejansko tudi to, kar naše telo rabi v mesecu januarju in verjetno rabi kaj? Malo pauze od vse te hrane, ki je bila decembra, čeprav tudi decembra smo rekli, kako optimizirati stvari, da dejansko niso hude težave tudi januarja, ampak vseeno, januar je nekako, ne glede na to, koliko zveni pocukrano, dejansko so neki novi začetki, obljube, lažje se spravimo mogoče delati neke spremembe, tudi kar se tiče prehrane. Tako da ja, definitivno pač zelo dobro je, da vemo, da obstaja način, da jemo poceni, zdravo, kvalitetno in to je nekako tudi moje vodilo in rada to tudi prenesem naprej. In to ne samo, da rada počne in da rada prenaša naprej, v fizični obliki si lahko sprintate ta vaš nakupovalni seznam in pa tudi tedenski jedilnik. Tudi v tem mesecu si šla po nakupih v trgovino Hofer, tako da v eni trgovini si našla vse, kar si potrebovala. Tako je. Zdaj me pa nekaj drugega me zanima, kakšno strategijo imaš? Ali greš najprej v trgovino, pa potem iz tega narediš jedilnik, ali najprej narediš jedilnik, ki je ustrezen, pa greš potem v trgovino? Ja, v glavnem je takole. Jaz osebno dejansko rada grem v trgovino, zaradi tega, ker delujem tudi intuitivno, se pravi, te, ki mogoče malo bolj skrbimo za svoje zdravje, imamo že te stvari poštimane. In potem prideš v trgovino in če živiš bolj zdravo, te nagovorijo stvari. Dejansko pač tudi lahko, ne vem, zavohaš nekaj, kar te bolj ustreza. Ta varianta, ker se marsikdo smeka, koliko se mi lušta zdaj brokoli pojesti. Na ta način, tako da, ampak ko delam recimo nekaj bolj strukturirano, tudi za druge osebe, potem vidimo tudi pri svojih osebnih svetovanjih, prečekiram stvari, vidim, kje so kakšne pomanjkljivosti, kaj tudi energijsko komu ustreza in potem na podlagi tega sestavim zadevo in pol pa gremo v trgovino. Aha, se pravi, moje vprašanje zdaj, vidiš, da so recimo limone v akciji, a jih boš kupila, tudi če ne boš čutila? Odvisno, a je živilo tako, ki lahko stoji dlje časa ali pa ne. Tako da izbire je zelo veliko, tako da nisem čisto rada tudi kupujem tam, ker so znižane tudi variante, ampak v glavnem bolj mi je to prioriteta, tako da vidim, kaj trenutno jaz rabim. In na katerem oddelku v Hofer trgovini se najdlje zadržuješ? Ker recimo meni je všeč, da so načeloma trgovine isto razporejene. Tako, to je tudi meni všeč. V bistvu zelo rada sem na tem oddelku, ker so sadje in zelenjava. To mi je najdražje. Prideš v trgovino in takoj zaglaviš tam. Ja, tako je, to je. In je vedno sezonsko, kar mi je tudi všeč in pač pol res najde marsikaj, ampak me zelo veseli, da je ogromno izbire, ker sem jaz tudi rastlinojedka, dejansko da je veliko veganske izbire, veganskih produktov, tudi najdeš povsod in tudi že nekih pripravljenih stvari, ki so kakovostne, pa ni nekih posebnih dodatkov, tudi tam, ker je hladilnik, recimo rada kupujem tudi kokosov jogurt pri njih, tako da pač res ogromno stvari najdem. Torej, izhajaš res tukaj iz sebe tudi, ne samo, da si imela nalogo za naše gledalce, tudi sama hodiš in če pogledamo nakupovalni seznam, torej v tem mesecu se mi zdi, da bomo kar nekaj prehranili, kar smo mogoče že zapravili in predvsem, da bomo lahko osvobodili telo. V decembrskem izzivu si ustavila veliko vlaknin in tudi januarja vidim, da jih ne manjka. Ja, absolutno. To je nekako tako splošno zadeva, tudi čez
vsi, ki se ukvarjamo tudi svetovanjem na področju zdravega načina življenja, prehranjevanja, tudi če se ne strinjamo okrog vseh stvari, kar se tiče nekega pristopa ali nekih nasvetov, se okrog ene stvari strinjamo, to so vlaknine. No, super. In dejansko, tako, ja, da nismo zmedeni zmeraj. Tako, in vlaknine dejansko najdemo v sadju, zelenjavi, stročnicah, žitih, semenih, oreških. Tam so vlaknine. In teh mora res biti veliko, če želimo vzdrževati dobro zdravje. A je tudi v tem mafinčku, ki se je zagotovo... Mafin, lahko recimo, ne vem, ugibaš, iz česa je ta mafin? Za nadaljno ugibanje moram malo raziskati. Opa. V bistvu, glede na barvo bi rekla, da je bolj slana varianta. Tako je, res je. Ampak hkrati ima tudi sladkast von. Jaz rada eksperimentiram tudi v kuhinji in naredim stvari bolj zdravo, tako da v bistvu tudi ta mafin ne vsebuje moke. Mafin je narejen dejansko, ta znamka mi je tudi zelo všeč, Happy Harvest, narejen iz prosa, slovenskega prosa, samo proso, dejansko spet ta princip, ki smo se ga tudi prejšnji mesec naučili, namakamo dlje časa, tudi lahko fermentiramo, dodamo nekaj limoninega soka, kokosov jogurt ali karkoli takega in potem tudi izboljšamo samo hranilni profil žita ali stročnice ali česarkoli drugega. In v bistvu tukaj kombinacija proso, ki je zmleto, potem so neke začimbice, tofu je še zraven. Tofu je zraven. Se pravi tudi beljakovinsko bogato. Tako, beljakovinsko bogata, veliko tudi kalcija, veliko mineralov, vlaknin, to smo že rekli, antioksidantov. Se pravi nekaj takega, ko rečemo muffin, ponavadi pomislimo muffin, to je nekaj sladkega, ampak lahko ga naredimo tudi na slan način, ki je zamenjava za kruh. In pol zraven kakšne juhe recimo, ali dodamo še nek namaz, če želimo, imamo nekaj takega. Meni je všeč, ker je to ena stvar, ki nažalost, jaz sem kar stroga mama, ampak pri eni zadevi pa nisem, včasih v avto ji dam za jest. Imam sedeže, ki se dobro čistijo, pa nimam s tem problemov. Super. Pa ji dam tudi kaj za jest in recimo to je ena taka zadeva za zraven. Se mi zdi, da lahko vzameš zraven, lahko je tudi za zajtrk lepo zgleda. Tako je. Tako da mi je všeč. Tudi tole ni samo za enkrat, je v jedilniku še za kdaj. Tako je, recimo za malico se lahko... Absolutno. To je nekaj, kar lahko uporabljamo večkrat, tudi lahko je, kot sem rekla, kot nek dodatek jedi, lahko je samostojna jed, če še nekaj dodamo, nek namaz in tako naprej, ampak jaz rada to kombiniram, recimo, ker barva zdravje je vedno zelena, tako da smo tudi tukaj dali nek primer. In barva srca. Tako, barva srca, tako je. Vidim, da je veliko zelenega tukaj, pa še več bo verjetno v pomladnih jedilnikih. Tako, tudi, ja. Jaz bi recimo tukaj dodala, ne vem, ali imaš na nakupovalnem seznamu humus, ki ga kupujemo v Kopru? Seveda. Se mi zdi, da je... Tako je, idealno. Idealno zraven tega. Tukaj imamo tudi eno juhco, sicer je veliko tekočega v tem januarskem jedilniku, tale juhca je pa tudi zelena. Ja, tako je, ker v bistvu dejansko v zimskem času nimamo mogoče toliko veliko izbire, kar se tiče nekega zelenja. Vemo, da spomladi se začnejo rast rastlince in potem je veliko zelenih stvari, ampak tudi v tem januarskem času je lahko kakšna špinača, lahko je tudi zamrznjena, tudi če nimamo neke druge opcije. In v Hoferju tudi najdemo ekološko zamrznjeno špinačo, ki jo tudi jaz rada kupujem. In pol naredimo tako eno juhico. To je kombinacija bučka in špinača in začimbice in bučka naredi tole, ni treba, da je krompir recimo, ker želimo v januarja malo manj dodajati teh škrobnatih stvari, malo več hrane, ki tudi bo čistila telo, tudi nahranila naše črevesje in pač je to varianta, ki je taka bolj lahkotna. Zgoraj pa so tale konopljina semena, ki so itak bogata in z kakovostnimi maščobnimi kislinami, omega 3 tudi imajo veliko. In če bomo za ta tedenski jedilnik kupili dejansko konopljene proteine oziroma ta semena, jih imamo lahko za dolgo časa. Tako je, pač to dodajemo v malih količinah, pač ne stresemo cele vrečke. Tako dejansko imamo v nakupovalnem seznamu stvari, ki ne bojo zdržale samo en teden, ampak bojo... Absolutno, tako je. Tako tudi kupujemo v bistvu tudi hrano, ki je kakovostna, ki je polnovredna, iz katere bomo ustvarjali. Se pravi, tukaj se gre tudi za delno nek kulinarični izziv, ampak ko se enkrat navadimo na te stvari, ko v bistvu začnemo pripravljati stvari na pravi način. Zmaga. Tako je, res je. Evo, super. Hvala lepa. Tale nakupovalni seznam in tedenske jedilnike najdete na klepetobkavi.si. Pa veselo nakupovanje!